Rim, 24. maj 2012. Ni je presenetilo, ko se je najprej zasvetil ekran, niti ko se je telefon stresel in začel tiho brneti. Ni vedela, kako dolgo je že nepremično zrla vanj. A si je zdaj, ko se je končno oglasil, želela, da bi bil še naprej nem. Na zaslonu je utripala številka, ki ni bila njegova. Številka, ki je ni imela v imeniku. Na večerjo ga ni bilo. Ni ga bilo niti pozneje, ko je sedela na balkonu in čakala nanj. Ni ga bilo, ko je mimo zaklenjenih vhodnih vrat počasi, kot bi pričakovala, da bo ravno takrat prejel za kljuko, oddrsala do spalnice. Ni ga bilo, ko se je oblečena in ne da bi se bila umila, ulegla na posteljo in položila telefon na blazino poleg svoje. Ni ga bilo, ko je, ne da bi kaj zaprla oči ali za trenutek potonila v sen, gledala v telefon in čakala, da bo zabrnel. Ni ga bilo. In bolj kot je mineval čas, bolj se je vanjo tihotapila prihuljena gotovost, da ga ne bo. In da, ko se bo končno oglasil telefon, na njem ne bo njegove številke. Ni je presenetilo, da je tako mirna. Vedela je, po letih in letih strahov, spominov in tesnobe je vedela, da ne moreš ubežati, da bo udarilo, če ne prej, ko se bo stresel telefon. In ko je zdaj skozi meglo mokrih oči gledala neznano številko, je pomislila, da bo morda izginila, če ne odgovori. In je. Brnenje je naenkrat ponehalo, zaslon je potemnel. Utripnila je s trepalnicami, da so ji solze zdrsnile po licih in čakala. Ni bilo treba dolgo. Zaslon se je znova zableščal, številka, ki jo je zdaj znala na pamet, je bila črno natisnjena na njem. Telefon je brnel in se tresel, da se ji je zdelo, kot da se sam od sebe premika po blazini in si išče udobnejši položaj. Stegnila je roko in segla po njem. Podrsala je po ekranu in se oglasila. Bil je Luigi. Flaminja, je rekel z glasom, ki mu ne bi bilo treba nadaljevati. Emanuel.